Druga stvar, organizacijsko. Organizacijski vidik je to, da je treba stvari delati strukturirano. Ne. To pomeni, da več, ko bomo dodali strukture v naše delo, to zdaj ne pomeni, da ne rabimo delati stvari po navdihu ali pa da moramo zanemariti svojo intuicijo. V bistvu jaz ful tega pravzaprav dajem v svoje programe, v svoje objave in vse to, vendar pa to delam kljub temu strukturirano. Zakaj? Ker mi ta struktura dela, da točno vem, kaj imam za narediti in da bo to peljalo k prodaji oziroma k čemu to sploh pelje, ni nujno vedno samo prodaja, mi da tista mirnost. Prvič, na eni strani mi da jasnost, kam sploh grem, zakaj to počnem, ker tudi tukaj zelo hitro se zahakljamo noter, pa delamo neke stvari, pa se v enem trenutku vprašamo, zakaj pravzaprav, čemu jaz tole sploh pišem ali pa čemu je to namen. Hkrati nam pa ta organizacija oziroma ta struktura da tudi mirnost. Da mi točno vemo, tole imam za narediti, toliko pa toliko časa mi bo vzel, te pa te dneve imam za narediti in je to to. Tako da tukaj mi veliko pomagajo tudi, bom rekla, dodatna orodja, konkretno v okviru programa prodaje, znanje podaje, v mojem e-dogodek-si spletnem hubu dobiš, so na voljo tudi orodja, jaz jim rečem moj menedžer oziroma na kratko e-menedžer, s katerim si pomagam, da v bistvu pišemo noter, o čem pisati. E-menedžer je eno tako orodje iz večjih takih tabel, niso preglednice, ampak so mešanica med koledarjem pa med, bom rekla, enim takim brainstorming orodjem, ki nam pomaga, da nam brainstormamo naše ideje, o čem bomo pisali. Jaz sem rekla prejšnja točka, vsebinsko vemo kam, o čem približno pisati, potem pa še organizacijsko, da si naredimo, ta pa ta teden bomo pisali o tem, ta pa ta teden bomo, ne vem, posneli ta video in tako naprej.